Gospod župan, kakšen pomen ima nogomet za Maribor? Nogomet ima veliki pomen. Mislim, da vsaka beseda odveč ali slehernega občana ali župana. Mesto Maribor je nogometno mesto, s tem, da smo postali državni prvaki, smo pa samo to trdili. V preteklosti smo kar veliko naslovov držali v mesto in jaz mislim, da so časi spet tisti, ki bodo težki za druge klube, da bi ta naslov iz mesta Maribor odpeljali kam drugam. Med drugimi športnimi dogodki bo tudi v vašem mandatu ta ponovno večni derbi. Se že tudi tega veselite? Že prej sem se zelo zavzemal, da bi Olimpija ostala v 3. ligi, ne v 5. In ni derbija, če ni Olimpija v slovenski ligi. In mislim, da končno prišel tudi ta čas, da bodo spet tisti stari časi, ko bodo pravi derbi na tekmah. Želim pa si, da bo malo več reda na stadionih in malo manj izgledov, kot so pa bili v tem mandatu. Kakšen vpliv oziroma kako pa občina pomaga mariborskemu klubu? Občina pomaga v okviru programov in razpisi, ki jih imamo. Mislim pa, da je dosti tem, da smo šli v veliko investicijo, da smo nekatere investicije, ki so povezane z stadionom, predvsem pa s travo in to izpeljali. Imamo še investicijo v letošnjem letu in razpis preko 2 milijona evrov v objekte in mislim, da je to velika pomoč. Kar se tiče finančne pomoči pa je nekoliko manj, ker nimamo zakonskih podlag, da bi lahko več namenili za prvo ligaša kot pa tem danem trenutku. Najprej čestitke ob osvojenem naslovu, veselje je verjetno že konec, priprave so v polnem teku. Kaj lahko pričakujemo naslednje sezone od derbija z Olimpijo, od Eurolige? Tako je, res je, da je veselja in slavja že konec. Vseeno hvala za čestitke. Kar se tiče nove sezone, lahko obljubimo samo to, da bomo srčno delali, kot smo delali do sedaj, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bi z našim odnosom do te majice opravičili, da smo tu. Imamo veliko navijačev, ki nam stojijo ob strani in zato je naša odgovornost velika. Veselimo se te tekme z Olimpijo. Jasno je, da bo tudi nekaj novega nastopanje v Evropi. Dobili smo nasprotnika, kateri ni slab, tako da nam je to v principu še en dodaten motiv, da na treningih oziroma v teh dnevih, ki nas čaka že do tekme, damo res vse od sebe in se najboljše pripravimo. Govori se imena kot so Tomo Šokota, vijoličasti bojevnik Kubica. Koga lahko pričakujemo? V moštvu Maribora? To mislim, da je, kar se tiče Kubice, on je bil v razmišljanjih na začetku priprav, vendar je potem tudi hitro se je to rešilo, on si išče neko drugo solucijo. Kar se tiče Šokote, pa iskreno povedano prvič čujem. Kakšno je pa vaše razmišljanje o teh velikih transferih, teh finančnih, kot je recimo zdaj Cristiano Ronaldo? Je to normalno, je to dobro za nogomet? Pogledajte, to je neka druga dimenzija, v to razsežnost slovenski nogomet ne spada, niti slučajno ne spada niti NK Maribor. To je drugi svet, vsi ljubitelji nogometa po svetu jasno z zanimanjem sledijo tem velikim transferjem. Ne smemo pozabiti, da je Cristiano Ronaldo in pa vsi ostali mojstri so magnet za publiko in naj bo tako.